Detektivi so brezplačno delili nasvete, podjetja jih vse pogosteje najemajo za nadzor nad bolniško odsotnostjo delavcev. Recimo en primer imam jaz zdaj v tem trenutku, ko gospodična pravi, da ne more sedeti, zato ker je padla nekaj zunaj pred podjetjem, da ne more sedeti, da ne more hoditi. Mi smo jo pa slučajno na Instagramu ujeli, da je bila ta vikend na Triglavu. To je Dnevnik televizije Slovenija. Detektivi po vsej državi so v svojih pisarnah delili brezplačne nasvete. Ljudi je zanimalo predvsem, kako naj ravnajo v sporih s sosedi in dolžniki. Šefi pa se največkrat spopadajo z lažnimi bolniškimi odsotnostmi in notranjimi krajami v svojih podjetjih. Pred našo kamero pa je stopil direktor ljubljanskega gradbenega podjetja, ki so mu delavci v 10 letih ukradli kar za 200 000 evrov goriva. Detektivi pa so ravno ta konec tedna domnevno negibno zaposleno našli kar na Triglavu. Ja, pozdravljeni, Detektivsko-varnostna agencija. Klicatelje je največkrat zanimalo, kot velikokrat zanima Slovence, kako jim lahko detektiv pomaga v medsosedskih sporih. Potem dolžniško-upniška razmerja, ima oseba dolžnika, kako pride do podatkov o premoženju, glede na to, da oseba uradno seveda nima nič, kar je pogosto v Sloveniji. Podjetja pa detektive vse pogosteje najemajo zaradi nadzora nad bolniško odsotnostjo delavcev. Recimo en primer imam jaz zdaj v tem trenutku, ko gospodična pravi, da ne more sedeti, zato ker je padla nekaj zunaj pred podjetjem, da ne more sedeti, da ne more hoditi. Mi smo jo pa slučajno na Instagramu ujeli, da je bila ta vikend na Triglavu. Veliko ljudi pa je državnih omrežij. Sosedi in sosede so tudi zelo zgovorne. Direktor gradbenega podjetja je detektive poklical, ko je opazil veliko odstopanje pri porabi goriva. So našli tam, kjer skladiščimo odpadke, kanister z gorivom. S posebno pasto so ga označili. Ko smo ugotovili, da tega kanistra ni več tam, smo sklicali vse zaposlene. Prišla sta dva detektiva, razložila sta, da je to pasta, ki se pozna na prstih in se s posebno luč da opaziti. Takoj se je javil. Ta oseba je povedala, da to gorivo gre za prevoz delavcev v Južne republike. Vsak petek se peljejo dol in vsako nedeljo nazaj. In ko smo šli gledati račune za nazaj, je približno v 10 letih za okrog 200 000 evrov goriva zginilo iz podjetja. Denar pa izginja tudi zaposlenim. Premažemo z praškom, takim, da se na bankovcu ne vidi. Damo potem bankovec nazaj noter v denarnico ali pa v torbico in past je pripravljena. In takole so se vanjo ujeli tudi naši tatinsko vijoličasto obarvani prsti.